Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, zadnji v tej pomladanski sezoni. Mihaj Leopold, prvi lep pozdrav. Dobro jutro, dober den. Zgodnja ura je tvoja, najljubša vidim, slišim. Ja, čist smo blaženi vsakič, ko pridemo ob teh zgodnjih urah na radije, tako da ja, zgodnja ura slovenskih fantov, smrt. Ja, o kakšni uri bomo rekla malce kasneje, še kakšno seveda, ki se bo znašla tudi na današnji playlisti. Povej za tiste, ki poslušajo radio, so seveda te glasbeno že spoznali. Če bi te sicer zdaj na ulici srečal naš poslušalec ali poslušalka in rekel: Mihajl, kdo si ti? Kdo si ti? Pa en pubec iz Radgone. Če pa bi me vprašali, kaj delam, pa bi povedal, da trenutno se trudim biti reper. Se trudiš biti reper, ne? Zdaj pri reperjih smo ponavadi bili zelo vajeni tiste prekomerne samozavesti, ne? Tukaj je bila ta neka skromnost, ne? Oziroma ta neko zavedanje, da nisi edini, ne? Kako je v hip-hopu tole nekako? Nekaj moraš imeti, ne? Samozavesti, neke samokritike, kako usmeriti to energijo, to kritičnost, recimo? Ja, jaz mislim, da obstaja razlika med nekim egotripom in pa samozavestjo, ne? Jaz mislim, da je že dobro, da smo ljudje samozavestni, ampak tisti pretiran nek egotrip in neka ošabnost, ne? To pa, ne vem, nikoli ni bila neka moja lastnost. Seveda vem, da je del te hip-hop scene ali pa hip-hop kulture, ne, ta egotrip. Ampak jaz se nikoli nisem zares s tem poistovetil, ne, tako da nekako je meni to vedno blotuje. Raje tudi iz svojih pesmi svoj ego malo odstranim in zato povem reči kako dobro zgodbo. No, se tudi iz samih besedil se nekako sliši, da si opazovalec sveta, družbeno kritično deluješ, ne, da nisi nastopaški hip-hoper, ampak da nekako opazuješ, pokomentiraš, ne, vseeno še na nek spoštljiv način, vendarle, ne. Ja, mislim, probam v bistvu neko zrcalo postavljati, ne, pa tudi ne vedno, ne, saj včasih pa kak komad nastane samo za štos, tudi kot človek se ne jemljem preveč resno, mislim, da to nikoli ni nekako ful zdravo. Ja, se mi zdi, da je fajn, no, da smo sproščeni in ne preveč resni in zategnjeni in ja, upam, da to tudi moja besedila odražajo na nek način. Zdaj ponavadi se rap oziroma hip-hop dela na kakšen beat, ne? Imaš kakšnega DJ-ja zraven, kakorkoli. Ti imaš band, ne? Zdaj se je tako zgodilo, oziroma že kar nekaj časa, ne? To se sliši bolje, sliši drugače, ampak je tudi prilagoditev za tebe, ne? Kot nek band leader, ne samo rapper na podlago, ne? Ja, mislim, sem oboje, ne, z Vidom Turico nastopama tudi kot duo, kot DJ in rapper, on še zraven malo kitaro igra pa poje. Sicer pa ja, špilamo z bandom, ampak ni bila zdaj to neka ful prilagoditev, mogoče je res drugače to, da sem zdaj prvi čas nek frontman in špilamo samo mojo muziko, ampak predtem sem jaz tudi že igral z raznimi bandi, z raznimi metalci pa punkerji, smo dostkrat jamali, pa tudi imeli kakšne špile, no, v preteklosti, preden sem še sploh izbral to ime Leopold prvi, ves ta koncept in izdal prve komade. Koliko je bilo potrebno razmišljati, recimo, ne? Saj tvoja kombinacija imena in priimka že nekako kar nudita neko izhodišče za neko umetniško ime, recimo. Pa mislim, da je to taka spontana situacija bila, mislim, da smo se nekaj zajebavali enkrat z Mitojem, takrat, ko smo snemali komad Zanesen, pa sem jaz takrat razlagal, da bom pa spremenil svoj vzdevek reperski, ne, ker predtem sem bil kao Majki, in polje, ne vem, če ni Mito se pohecal, pa rekel, pa ti imaš super repersko ime, Majki, ti bi mogel biti Leopold. Sem je tako, ja, vidiš, mogoče pa je nekaj na tem, ne, in pol se mi je zdelo hecno, da pač pristavim še ta prvi, ne, evo, in tu je pa mogoče tisti egotriperski moment iz hip-hopa, ne, ko ne, se zveni ime pol malo bolj plemenito. Ampak vseeno, pohvalno je, da v svojem narečju ustvarjaš in se izražaš in to nekako je plus, ne, je tisto v ospredje postavljeno. To je morda tudi tisto, zakaj si postal tako prepoznaven, ne? Ja, to je taki
po eni strani res ne, po drugi strani pa sem vedno znova presenečen, da se o tem pogovarjam, ker v bistvu vsi raperji v Sloveniji, pa tudi kantavtorji, ne, izvajajo svoje skladbe v svojih narečjih. Mogoče sem jaz zanimiv z tega vidika, da pač z naših koncev ni dosti raperjev, ne, zdaj konkretno iz nekak pomurskega ali pa prekmurskega konca so se bolj uveljavili Stekli psi, pa bilo je še par trenutkov, ko je kdo kaj malega izdal, ampak se nič zares ni prebilo, ne. In z tega vidika je mogoče res, da sem bolj prepoznaven tudi zaradi tega, ker je naše narečje vseeno še neka eksotika v slovenskem prostoru. Ja, pa kot si dejal, ne, ta mariborski bazen je nekako v mariborščini že oral, ljubljanski bazen nekako tako, morda, ker si eden izmed prvih, ki je postal radijsko toliko bolj prepoznaven, ne. Ja, je mogoče zaradi tega šlo v to smer. Daj mi povedati, danes je 6.6., prejle si nekako omenil, da je ta datum za tebe tudi v povezavi s singlom, ne, zakaj gre tukaj? Ja, danes bo na vseh streaming platformah postal dosegljiv moj novi singl, naslov je Skada. Je v bistvu ena taka zajebancija, repam o tem, kak sem v preteklosti konzumiral ganđo. Ja, ampak to danes več ni nič takega, ne? Ma ne, zdaj gremo v nedeljo, gremo tudi na referendum, Ja. ne, lahko kar odkrito povem, da bom jaz tudi podprl ta referendum. Tako da ja, mislim, zdi se mi, da je čas, da se to nekako uredi, ne, tudi zakonsko. Vidi se ta boj proti drogam v tej obliki, kot smo ga poznali zadnjih 30 let v Sloveniji, ni obrodil nekih sadov, ne, ni se nič zmanjšal konzum ali pa preprodaja na črnem trgu, tako da očitno to ne deluje. Nemčija je tudi šla v tej smeri, tako da jaz mislim, da je časno, da tudi Slovenija naredi ta korak. Da se zgledujemo, ne samo finančno, ampak tudi drugače. Kendrick Lamar, Not Like Us, prvi komad. Ja, to je trenutno vroča roba. Od nekdaj sem fan Kendricka Lamara, tako da je bila logična izbira, da nekaj aktualnega iz njegovega opusa izberem za danes zjutraj. No in tukaj je. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Leopold I je z nami. Že same napovedniku smo dejali Leopold I in drugi, kar pomeni, da smo z enakim spoštovanjem omenili tudi band. Band si danes zraven pripeljal. Koliko številčna zasedba je, zakaj gre? Imamo na bobnih Karlota Petroviča, na bas kitari je Vid Turica, na kitari je Filip Vadnu in pa na klaviaturah in vokalu je pa Žan Hauptmann, ki smo ga tudi že gostili, tako da nekako tudi ve, zakaj se gre. Gre se breda za nek community, ne? Veliko teh glasbenikov, pravzaprav mislim, da razen Haralda skoraj vsi so pri nas že stali na main stageu tudi ali igrali za Hauptmanna ali kakorkoli drugače. Imate kot nek kombo, ne? Kot včasih, kak ne vem, George Clinton, Parlament ali Funkadelic. Kako je hangat z boysi, recimo, jo? Pa dobro, mislim, vsakič, ko se zberemo, pa imamo vaje, je to taki poseben vibe, no, ful se zabavamo. Včeraj smo naredili tudi eno kratko generalko in ja, dečki ga res dobro špilajo in zato je vsakič ful užitek. Meni je res super, čist drugi feeling kot repati naprimer čez bite, ne, tako da zelo cenim in sem hvaležen dečkom, da špilajo z mano. Kaj pa sam potem proces ustvarjanja, ne? Ti itak besedilo najprej narediš logično, gre za takšno zvrst muzike, ne? Potem imaš besedilo in kaj, pokličeš Vida ali koga drugega, ne rečeš, jaz imam besedilo, gremo skozi, bomo neki bit naš ali kako to gre, recimo? Ja, v bistvu tak nekak, ne. Jaz pišem kakšne komade, pol si poiščem tudi kako referenco glede muzike, včasih celo si sam kaj namislim, približno, kak bi zadeve naj zvenele, mogoče celo kdaj kaj, kak sample sam pripravim, ne, in pol to prinesem v studio. In pol, ja, z Vidom Turico se lotiva tega konkretnega procesa produkcije,
Običajno pol v studiu še naredim kakšne popravke, včasih tudi na besedilo ali pa pol refreni običajno nastajajo v studiu, medtem Vid sproducira beat. Pol pa dodajamo stvari po potrebi, ne, Vid je pač res opravi delo producenta v tem smislu, da tudi ve, kje bi rabili kaki live inštrument in pol povabimo še kakšne session glasbenike, običajno koga z našega benda, in pridejo zašpilati te linije, ki jih rabimo. Skratka, je na koncu neke improvizacije vseeno dodane v to skupaj, ne? Pa ja, mislim, velika mera improvizacije je, ne, vsakič je potrebna improvizacija, da nastane neki sveži izdelek, ful se igramo, probavamo različne stvari, tudi žanrsko se probam ne omejevati, ne, zdaj recimo za en komad, glih pred kratkim sva pripravljala nekaj novega, in sem celo zajadral še malo v drum and bass vode, tako da meni je to fora, no, da nisem vedno v istem formatu, v isti formi, da probavam različne stvari. Pa si drugače jutranji, popoldanski, večerni tip človeka, kar se ustvarjanja tiče, ne vem, ali te prešine na sprehodu, kakorkoli vzameš, ne vem, začneš pisati ali kako? Imam sicer rutino, da ob večerih pišem in rapam, ne, pri meni to pol, ne vem, zvečer okrog 10-11, ko mesto potihne in ko ljudje spijo in je ta nek mir, ko ni nekih distrakcij, takrat se jaz običajno lotim pisanja, ampak to je tisti obrtniški del, bi jaz temu rekel, ne, pol pa ta inspirativni ali pa to neko spontano ustvarjanje, ne? To pa se mi dostikrat zgodi v bistvu, kadar sploh ne razmišljam o tem, da bi nekaj pisal, lahko je to ob športu, običajno v bistvu, ne, takrat, ko športa, ne vem, grem laufat ali pa kolesariti in takrat se mi misli malo prevetrijo in tudi privrejo kakšne ideje na planu, tako da včasih se kar zgodi, da kolesarim, pa moram bicikl postaviti dol in začeti ali diktirati ali tipkati v telefon neke verze, ne, ker pač je ideja tako močna, da je ne želim spustiti, da je ne bi pozabil. Ne. Seveda, glasba spada med umetnost in umetnost je nekako način življenja, ne? In pač odzivaš se na vse vibracije in vse reči, ki se seveda okoli nekako dogajajo. Dobro, preden te spustimo na studio, da malce probaš oder. Samo na kratko, danes bomo slišali tudi nov single najbrž, ne, ko si ga preomenil. Ja, itak, ja, Skada boste definitivno lahko slišali. Mogoče še enkrat ponovim, ne, danes bo na streaming servisih komad dosegljiv, v soboto pride videospot, René Strgar, JR Visuals je pripravil videospot. Ja, počekirajte, no, idite na Instagram pa sledite Leopoldu I. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Leopold I in drugi danes ob 10:15, rečemo čez dobrih 45 minut. Oder si sprobal? Oder smo sprobali, ful dobro zveni, ful se veselim špila, pa ful me veseli, da čujem na Radio SI drugi. Ja, nekako, mislim, seveda tebi gre bolj organsko z jezika, ne? Kot nam, mi se pač trudimo, ne, recimo. Super ti gre. Daj, nekaj mi povej, ko so že oder omenila, ne, gledal boš proti vzhodu, ne, kar pomeni, da te bo luč iz neba skozi obsijala. Je to za nas, ko bomo snemali, je seveda to plus, za tebe, ko nastopaš, kako? Klasično, ne, en močen reflektor mora biti v obraz nastavljen, tako da danes imamo tega naravnega, ja, da ne vidiš publike, ne. Ja, to s publiko, seveda, ne, v času korone so se streaming koncerti nekako začeli, takrat je bila to nekako edina možnost. Danes so radijski koncerti, ki se snemajo, postali recimo nekako del medijske produkcije, del ponudbe. Jemneš to kot neko vajo ali je prisoten tisti nek adrenalin, da veš, da te pa mogoče posluša več ljudi kot pa na koncertu, ne? Mislim, ne jemljem tega kot vajo, jemljem si kot še en špil, mi se vsakič, ne glede na to, kje smo, za koga špilamo, potrudimo, koliko se da, damo vse od sebe in danes ne bo nič drugače. Sama rutina nekako pred špilom je, ne vem, tista ameriški nogomet krog, pa potem z rokami gor dol ali kako imate? Ja, nimamo neke take specifike, damo si ponavadi roko za srečo, pa gremo v akcijo. Glede na to, da se igra v živo,
se malce mogoče kaj podaljša, poimprovizira ali je forma dokaj striktno recimo nastavljena? Forma je malo drugačna, zato ker igramo z bendom, se pravi, pesmi so aranžersko malenkost spremenjene kot na albumu ali pa kot pač so studijski komadi. Ampak meni odkrito še bolj paše, zato ker vse skupaj malo bolj zadiha, vse skupaj je malo bolj organsko in to se tudi bolj čuti, da dečki res dajo koščke svojih duš v muziko. In koščke svojih duš, prej si omenil tudi videospot, da bo išel tudi za nov komad. Videospoti so seveda del vsega skupaj, ne? Glasba, vizualije, to je potrebno zapakirati. Ti je to izziv, ti je to fajn, je to tisto nujno zlo, ki spada zraven glasbi ali kako? Ja, jaz mislim, da je to posledica informacijskih poplav, ne? Naša pozornost se je zelo zmanjšala z tem, ko toliko konzumiramo ta različna socialna omrežja, pa tudi medije nasploh, televizijo, radio, vse, kar pride zraven, non-stop smo bombardirani z nekimi informacijami. In zdaj, če se kot muzičar želiš malo bolj uveljaviti ali pa če želiš biti slišan, je mogoče lažje, če imaš nek dodaten medij, v tem primeru pač še video zraven glasbe, kot pa če je samo muzika, ne, se mi zdi, da ljudje rabijo neko dodatno stimulacijo včasih. In jaz na to mogoče gledam bolj kot nujno zlo, je pa seveda sam proces nastajanja videospotov zelo zabaven, vsakič je to nek izziv. Jaz moram iskreno povedati, da se ne počutim zdaj pred kamerami najbolj sproščen, nimam tega preveč rad. Vseeno je pa zelo zabavno, zlasti zdaj za ta zadnji singl smo se ful zabavali na snemanju. No, zabavno je očitno izpadel tudi videospot za Kinderspiel, no. Tak je bilo nekaj referenc na marsikaj, bom rekel. Ja, ne? S Kinderspielom so te nekako spoznali tudi otroci, no. Sam vem recimo za svoje sinove, kakšen je občutek za nekoga kot ti recimo, ki načeloma ne ustvarjaš glasbo za otroke, ta komad so pa kar ga vzeli. Ja, mislim, meni se zdi fajn, ne. Vesel sem, da tudi otroci skačejo na mojo muziko. Ni sicer bil to moj namen ali pa cilj. Se mi pa zdi lepo, no. Nimam nič proti. Ne razmišljam pa zdaj v tej smeri, da bi se zaradi tega bolj trudil delati glasbo za otroke, na primer, ne. Jaz mislim, da rap kot žanr, pa tudi glasba nasploh presega leta in razne okvire, tako da, ja, naša glasba je definitivno za vse generacije. In kot si dejal, ne, seveda se ne bojiš nekih izletov, neke improvizacije, tudi drum and bass, nekako si dejal, je bil nekako poizkus. Če pogledaš naprej, sama muzika, ki se je nabirala, se bo potem rezultirala v kaki dolgometražni izdaji ali kako? Ja, ne želim še nič konkretno napovedovati. Zaenkrat stvari počasi nastajajo, se nabirajo, imamo kar nekaj komadov pripravljenih, ne še sicer finalnih verzij, ampak ja, namen je vsekakor slej ko prej izdati še eno ploščo, zdaj pa bomo videli, kako hitro bo to nastalo. Jaz nekako dajem vseeno kakovost pred količino, tako da ja, ko bodo stvari dozorele, ko bomo tako daleč, bomo definitivno še izdali kak CD. Komadi sproti nastajajo ali so ti blizu tudi tišti 10 ali pa 14-dnevni team buildingi, ko se zapreš v studio in potem delaš muziko in se imaš fajn, recimo? Delamo tudi to, ampak moram priznati, da nekako to ni moj workflow in se ne počutim, nekako čutim pritisk vsakič, ko to delamo, ne, sploh za mene, ker moram napisati besedila. Zdaj, mogoče se pol malo siliš, pa se to prej opazi, kot pa če si vzameš čas in zasleduješ neko idejo, ki ti ne da mira, ne. Tako da, seveda, taki sessioni so ful dobri, zato ker nastanejo stvari, smo tudi imeli že kak tak session. Seveda, hitro nastane dosti zadev, ampak jaz si pol še vseeno rad vzamem čas, da grem malo čez ta besedila in jih doma še spilim, pa zbrusim, pa naredim tako, da sem res zadovoljen pol z izdelkom. Prej so omenili, da ste tudi včeraj nekako vadili. Kje imate kakšno bazo, recimo, kakšen plac?
Baza je Basement Studio, tako da tudi včeraj smo bili tam. To je tudi lokacija, kjer nastajajo moji komadi. Danilo Ženko in Vid Turica imata ta studio in ja, tam se družimo, tam špilamo, tam snemamo nove komade. Dobro, hvala. Za enkrat glasbeni premor bova imela Žujce. Zakaj gre tukaj? Evo, pa to je Idem, band iz Zagreba, ful dober, taki punkerski band, relativno nov. Karlo Petrovič, naš bobnar, mi jih je pokazal, tako da tega posvečam njemu. Ok. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Leopold I in drugi zasedba. Daj vas je malce dotakniti set liste za danes. Kaj bomo slišali? Slišali bomo te klasične hitiče, pa v bistvu večina komadov bo pa komadov, ki še jih nismo igrali na radijih in ki še niso nikoli bili posneti, tako da smo posebej za danes pripravili par komadov z bandom in ja, seveda novi single Skada, tudi to bomo igrali. Minutažo ste kakšno merili na vajah, ali ker tu nekako seveda smo nekako med 30 in 35 minut omejeni, ampak toliko da ne boste uro gledali, ne? Ja, probali bomo v teh 30 minut vse stlačiti. Ali pa s kakšno zavesico, recimo še potem. Bomo malo hitreje špilali, če bomo prehitri. Nekdo tam pomaha. Kakšne imaš načrte za to poletje, jesen? Kar dosti špilov nas čaka. Na vseh možnih lokacijah, zdaj mogoče, če izpostavim Lent, v Mariboru, bomo 26. špilali v okviru Izštekanih 10, poklon Vladu Kreslinu. V juliju bomo na Ptuju, na festivalu Arsana z Mi2, pa ful enih koncertov, koga zanimajo podrobnosti ali pa ne, želi izvedeti, kdaj še je kaki špil, ga vabim ali pa jo vabim, da počekira moj Instagram profil, Leopold I sem na Instagramu, tako da tam lahko dobite še več informacij glede koncertov. Tako, jaz se ti zahvaljujem za obisk v studiu, nekaj sva povedala. Hvala. Nekaj ne ostane še za kdaj drugič. Koncert torej bo in single izdan, kot si dejal, pa videospot potem še v soboto, ne? Tako je, počekirajte Skada, v soboto videospot na YouTubu, muzika pa že danes na streaming servisih. Hvala za obisk in uspešen koncert. Hvala za povabilo. Čau. Radio SI Main Stage.